Ta orjaška oranžna gmota ima 1,3 litrski bencinski motor, narobe svet, ja, ampak v X-Trailovi ponudbi bencinarjev je zdaj samo še ta na voljo. Motor že poznamo, razvit je z Mercedes-Benzom, smo ga pa testirali tudi v Qashqaiu in Kadžarju. Pri Nissanu imajo dve različici, v X-Trailu je seveda ta močna 160 konjska. V Qashqaiu nam je bil všeč, ker je bil prožen, tudi poraba je bila ok. Pri X-Trailu pa se pozna, da mora vleči kakšnih 150 kg več, zato je pospešek do 100 sekund in pol daljši, 11,5 jih rabi. Poraba se bo ustalila pri 9 litrih, kar v tem času ni ravno super pohvalno. Kar se zmogljivosti tiče, sem imel dvome, ampak jih nimam več, ker je 270 Nm navora dovolj. Ni pa zvok pri priganjanju visoke vrtljaje preveč lep in z robotiziranim menjalnikom z dvojno sklopko ne se deluje preveč lepo. Ni tiste uglajenosti, ki jo pričakujem pri tako velikem avtu. Odspeljevanje in ustavljanje rahle cuka, včasih tudi predolg drži v kakšni prestavi, ko bi lahko že pretaknil eno višje. Nasploh pa X-Trail deluje že zastarelo. Dnevne ledice so stare, kabina je tudi že za upokoj, volan je zame predaleč stran, je pa prostora velik, sploh tista klop je fina, ker je vzdolžno pomična, pa še naklon se lahko nastavlja in vožnja je precej udobna. Tole mi je bilo vedno všeč, da je komod tukaj lepo na mehkem in blaženje je udobno. Z debelim popustom takšno stane okoli 32 jurjev. Če bi imel za ta denar še 4-kolesni pogon, bi rekel ok, tako pa mu kar nekaj zmanjka v primerjavi s konkurenti.